Pozdravljeni, poslušate Triglav skladi Stockcast. Zadnje čase smo priča visoki volatilnosti zaradi geopolitičnih tveganj, zato smo danes pripravili nekaj o vplivu ukrajinsko-ruskega konflikta na svetovno ekonomijo. Danes imamo v družbi Matjaža Dleska. Matjaž Dlesk je specialist za trge v razvoju. Pozdravljen v naši družbi, Matjaž. Zdravo. Matjaž, lepo pozdravljen. Pozdravljen, Matjaž. Zahodne države so hitro odgovorile ruski agresiji z novimi sankcijami, ki pa imajo razsežnosti na celotno globalno ekonomijo. Klara, katere so bile tiste najbolj ključne sankcije, ki so doletele Rusko federacijo? Ja, Rusija je beležila več sankcij. Če izpostavim najbolj obsežne sankcije, je to definitivno izključitev nekaterih ruskih bank iz SWIFT-a. Hkrati pa so države G7 zamrznile rezerve Ruske centralne banke v njihovih državah. Teh sredstev naj bi bilo kar 50% vseh sredstev Ruske centralne banke, kar drastično vpliva na njihovo učinkovitost monetarne politike. Rusijo pa je doletela tudi omejitev uvoza visokih tehnoloških produktov in prepoved uvoza polprevodnikov. Poleg vseh ukrepov zahodnih držav pa so reagirala tudi podjetja, ki so izpostavljena ruskemu trgu, ki imajo tam podružnice iz zahodnega sveta. Aleksandar, bi lahko povedal kaj o odzivih podjetij, ki so izpostavljena Ruski federaciji? Tuje podjetja množično zapuščajo Rusijo. Pri tem so pripravljeni sprejeti tudi izgube povezane z izstopom z ruskega trga. Med temi podjetji so tehnološka podjetja, podjetja, ki proizvajajo v Rusiji avtomobile, podjetja, ki uvažajo v Rusijo tekstilne izdelke, finančna podjetja, energetska podjetja. Tako da lahko rečemo, da je reakcija podjetij relativno enotna, poskušajo znižati kakršnekoli povezave z Rusijo oziroma izpostavljenost do ruskega trga. Matjaž Dlesk, kako pa ti spremljaš situacijo? Kako si reagiral na svojih portfeljih, ko se je vse skupaj začelo? Torej na začetku leta sem imel v portfelju na skladu kar precej ruskih delnic. Enostavno visoke cene energentov so se mi zdele privlačne, pričakoval sem, da bodo tudi večje dobičke in tudi recimo višje dividende v teh podjetij. Na kar so začela kazati določena geostrateška vprašanja, predvsem glede potencialne invazije na Ukrajino, zaradi česar so tudi v bistvu že začele počasi tečaj teh delnic drseti. In zaradi tega sem tudi začel s prodajami dela tega premoženja. In ko je prišlo do same invazije, sem imel samo še majhen del Rusije notri in takoj po invaziji sem to še prodal. Kasneje je prišlo do zaustavitve trgovanja s temi delnicami, ki so trenutno vredne nič ali pa blizu nič, predvsem pa jih ni mogoče več sploh prodati. Jaz sem vzela denar na računu, ne skrbim, kaj bo s tem. Jaz zdaj pač gledam, kam je ta denar treba zdaj novo investirati, da bom naredil pač nov donos za delničarje. Prej si rekel, da je že nekako jasno, kaj se bo dogajalo. Kaj se bo dogajalo? Kakšno je tvoje mnenje? Torej, kar so v bistvu slabe novice, je to, da pričakujem, da bo ta situacija še trajala nekaj časa naprej, vsaj še nekaj mesecev. Kar se tiče samih sankcij, ne vidim kakšne situacije, kakšnega scenarija, da bi bile po zelo hitrem postopku odpravljene. Mislim, da bodo kar zelo dolgo časa v bistvu vztrajale. Celo možno, da pride do nove blokovske delitve, kot je bila recimo še pred 30 in več leti. Tako da se bo treba enostavno neke take stvari verjetno navaditi. In tukaj bo seveda prišlo predvsem do nekega premika pri sami oskrbi s surovinami. Vidimo že zdaj, da Evropa enostavno poskuša se osamosvojiti energetsko od Rusije, kar niti malo ne bo lahko. Tudi ZDA noče več uvažati recimo nafte iz Rusije, tako da se bo verjetno tukaj naredila neka delitev recimo pri samih surovinah, se pravi, da bo Rusija predvsem oskrbovala verjetno kakšne azijske države, mogoče kakšne druge manj razvite države z svojimi surovinami oziroma z energenti, medtem ko bo Evropa in ZDA bodo pač morali poiskati druge vire, predvsem Evropa tukaj mislim, ker Evropa pač je uvoznik energentov. Evropa bo mogla pač poiskati druge vire, se pravi, predvsem za zemeljski plin.
tudi deloma za nafto in tudi mogoče za nekatere druge, se pravi rudnine oziroma surovine. Ko si ravno omenjal Evropo, ki je zelo odvisna od uvoza energentov iz Rusije, pa me zanima, ali bo Evropa v tako kratkem času zmožna najti nove ponudnike energentov, ali pa bo mogoče izbrala drugo pot za pridobivanje energije? V kratkem roku seveda ne, to je jasno. Tako da še kar nekaj časa, verjetno, predvsem kar se tiče plina, bo obstajala neka odvisnost od Rusije. Treba je vedeti, da tukaj treba narediti, se pravi, terminale za utekočinjen naftni plin, preko katere bi lahko dobivali, se pravi, plin kjerkoli v bistvu iz drugih delov sveta. Potem imamo seveda, kar se tiče nafte, tukaj je mogoče malo lažje. Tukaj recimo itak se v glavnem prevaža s tankerji, tako da tukaj bi recimo bilo mogoče malo lažje, recimo pač, da se ne vozi iz Rusije, ampak recimo iz kakšnih drugih delov sveta. Tako da tukaj jaz mislim, da se da narediti, ampak seveda zelo postopno. Predvsem bo seveda Nemčija morala razmisliti v smeri podaljšanja obratovanja jedrskih elektrarn. Vemo, da so jih po nesreči v Fukušimi začeli vse zapirati in da je letošnje leto v bistvu zadnje, ko ne bi še zadnje 3 jedrske elektrarne v Nemčiji delovale, ampak verjetno bodo morali to podaljšati. In s tem se lahko v bistvu kar nekaj zemeljskega plina prihrani, zato ker v bistvu zemeljski plin tudi Nemci uporabljajo za proizvodnjo električne energije. Tako da že tukaj bi v bistvu recimo nekaj lahko bil nek prihranek. Potem so pa seveda še razni drugi ukrepi, se pravi od recimo to, da se pač poskuša zmanjšati, se pravi poraba samega plina, pa da se seveda v korist nekih drugih virov, predvsem tukaj govorimo o kakšni bioenergiji, potem seveda, da se postavi več obnovljivih virov energije, predvsem govorimo o kakšnih sončnih celicah oziroma tudi mogoče vetrnicah. Tu bi se recimo dal že nekaj narediti, nekaj pa seveda malo varčevanje. Je pa tako, da seveda, če imamo visoko ceno plina oziroma visoko ceno nafte, potem bo že samo po sebi verjetno prišlo do nekega znižanja, se pravi porabe teh energentov. Vendar ravno Nemčija je najbolj odvisna od uvoza energentov iz Rusije. In to bo za njih res šok in bodo nekako mogli najti alternative. Zdaj obnovljivi viri verjetno na kratek rok ne pridejo v poštev. Saj, če tako vemo, izgradnja dodatne infrastrukture je to nekako večleten projekt in mislim, da bo kar šok za vse. Ja, verjetno bodo tudi termoelektrarne začele delovati, ker če imate recimo visoko ceno električne energije, potem tudi so pri visokih cenah, se pravi emisijskih kuponov, so lahko taka proizvodnja profitabilna. Seveda pa jasno, morajo pa razvisiti pri jedrski energiji. Tukaj bi lahko bilo recimo težava. Ostalo pa seveda imamo tudi druge države, ki imajo recimo presežke energije, predvsem recimo Francija, ampak Francija seveda moramo vedeti, oni več kot polovico energije proizvedejo v jedrskih elektrarnah, potem lahko se tudi uvaža recimo iz Poljske, vendar tam so spet kakšne termoelektrarne, kjer je spet problem onesnaženje, tako da za silo bi lahko šlo, ampak jasno, ta tranzicija seveda iz plina, ki ga sicer Evropska unija tudi definirala kot nek zeleni vir energije, čeprav to delač tega, da bi to bil, ker treba je vedeti, sam zemeljski plin je nekje 80-85% je to nekje metan, ki je, rekel, še bistveno bolj kriv za globalno segrevanje kot pa recimo ogljikov dioksid. Bi lahko rekel, da konflikt med Ukrajino in Rusijo pozitivno vpliva na prehod na zeleno energijo? Prehod na zeleno energijo je zelo težko narediti v bistvu čez noč. Zeleno energijo to pomeni, da dobivamo vso energijo iz obnovljivih virov. To je enostavno nemogoče, zato ker mi nimamo zaenkrat še v bistvu nekega obnovljivega vira, ki bi bil konstanten. Neko je mogoče recimo iz hidroelektrarn, te so recimo še neki najbolj konstanten vir energije, ampak še ta ni vedno zanesljiv, pa predvsem pa ga ni zadosti. Tako da treba potem kombinirati z ostalimi. Kar se tiče recimo kakšne vetrne energije, tukaj je izkoristek, da se pač kot piha veter, ampak običajno tam nekje 30%, mogoče pri sončni malenkost več. Tako da je zelo težko reči, da bomo samo z obnovljivimi viri, da bomo lahko nadomestili celotno energijo, in tako iz jedrskih kot recimo termoelektrarn. Vedno bomo rabili v bistvu še nek drugi vir. In posebej ekološkega vira pa trenutno nimamo.
Tako da še vedno bo treba pač neko kombinacijo narediti, se pravi, in klasičnih virov, se pravi, ki sicer niso povsem ekološki, ne. Jasno, za jedrsko energijo vemo, da delež tega, da je bila ekološka, ne, ampak predvsem pa jedrska energija je trenutno edina, ki ne proizvaja CO2. Rusija je ena od držav, ki ima izjemno veliko naravnih bogastev. Poleg nafte in plina bi izpostavil še kakšne surovine, izpad ponudbe, katerih na svetovnih trgih bi lahko pomenil težave za svetovno gospodarstvo. Absolutno. Tukaj imamo, se pravi, če gledamo tisto, ki je mogoče najbolj trenutno kritično, je nikelj. Cena je šla v bistvu zdaj praktično čez noč, se je v bistvu podvojila. Celo je bilo nekaj časa zaustavljeno trgovanje s to rudo, zaradi tega, ker enostavno je nastala neka panika. Nisem točno vedelo, kaj se bo naprej dogajalo, kako bo sploh zadosti še, zaradi tega, ker enostavno Rusija proizvaja ogromno tega, predvsem pa najcenejši in tudi največji proizvajalec nikljeve rude, se pravi Norilsk nikelj je pač iz Rusije. Potem, kjer bi lahko še prišlo do kakšnih pretresov, je seveda trg, se pravi umetnih gnojil. Tam imamo, se pravi, kar dosti močne proizvajalce v Rusiji, predvsem kar se tiče kalija. Tako da tukaj je problem seveda spet s proizvodnjo samih umetnih gnojil, ker vemo, da se pri sami proizvodnji umetnih gnojil uporablja tudi zemeljski plin, ne, katerega cena je že tako, vemo, zelo visoka. Potem pa še ena stvar, ki je tudi pomembna tako za Rusijo kot Ukrajino, je recimo neon. Neon je recimo pomemben pri proizvodnji polprevodnikov. Sicer obstaja substitut, vendar stvari niso tako zelo lahke, tako zelo enostavne, ki bi lahko sicer nadomestil neon, ampak pri polprevodnikih pa vemo, že v lanskem letu je prišlo do precejšnjega pomanjkanja na svetovnem trgu in lahko, da bo tudi pomanjkanje trajalo še naprej, ali pa mogoče, če bodo uspeli se pravi nadomestiti pač ta izpad neona, da bodo polprevodniki dražji. Vemo, da polprevodniki so praktično povsod, ne. Se pravi, karkoli elektronskega, praktično to brez polprevodnikov danes ne gre. So tudi gospodinjski aparati, so v avtomobilih, so, da ne omenimo seveda pametnih telefonov oziroma kakšnih laptopov oziroma računalnikov, ne, serverjev tudi, ne. Potem pa seveda, kar je pa še ena stvar, so pa kmetijski proizvodi, ne, se pravi pšenica ali pa recimo sončnično olje, ker tako Rusija kot Ukrajina so veliki izvozniki, se pravi pšenice. In tukaj mislim, da je Ukrajina predstavlja nekje 3% svetovne proizvodne pšenice, Rusija še nekje 2-krat več. Tako da tukaj bi lahko recimo prišlo do nekih težav recimo pri samem izvozu, ali pa bi se recimo ta proizvodnja recimo nekje tudi potem še presporedila kam drugam. V Ukrajini verjetno letos ne bodo proizvedli to kot recimo lansko leto, to je verjetno skoraj sigurno. Potem imamo še recimo sončnično semene oziroma sončnično olje, tega tukaj je Ukrajina vodilna na svetu, tako da tukaj bo prišlo verjetno pri samih jedilnih oljih, bi lahko prišlo do nekih težav pri oskrbi. Kateri trgi so ti pa zdaj zanimivi? Kje ohranjaš optimizem? Kateri sektori so privlačni? Kje so priložnosti? Kje so donosi? Se pravi, zdaj treba gledati, da so mečkan stran, predvsem pa gledam kakšne države, ki so izvoznice surovin. Ker če gledamo zelo, v glavnem niso to vse surovine, ki so jih našteli, ne. Tudi recimo kakšen baker recimo je zelo kar precej drag, tudi zato je recimo zelo poskočilo. Imamo države, ki so recimo trgi v razvoju in še vedno recimo so proizvajalke teh surovin. In jasno, če so proizvajalke teh surovin, se pravi, tukaj bodo verjetno imeli nek dobiček od tega, ne. Tako da zdaj gledam predvsem kakšne izvoznice surovin. In kar se tiče pa regij, pa se mi zdi zanimivo trenutno jugovzhodna Azija, ki je nekoliko odmaknjena od tega, se pravi, niso v direktnem konfliktu z Rusi, niso tudi pod nekimi sankcijami, tako da tukaj mislim, da bi lahko se še zgodila kakšna, zgodba na boljše. Gledam recimo mogoče kakšna Tajska, predvsem v nekem smislu zmanjševanja, se pravi, oziroma zniževanja omejitev zaradi epidemije COVID-19. Še vedno so določene omejitve, ampak upajmo, da ne bodo spet prišle v veljavo, tako da bi lahko tukaj zaživel njihov turizem, ki je recimo 20% BDP-ja. Imamo potem recimo Indonezijo, tudi je v bistvu nek izvoznik surovin, podobno recimo Malezija, recimo bogata z energenti.
Filipini mogoče niti ne, oni so mogoče bolj odvisni, niso ravno tako, ne izvažajo ravno surovin, ne, bolj so odvisni od dogajanja, recimo, kakšnem ZDA. Tako da še vedno se mi zdi, nekje obstajajo priložnosti. Ne. To je zanimivo, recimo, teh trgih v razvoju, da potem, ko imate recimo nekje nek minus, ne, običajno imate nekje druge tudi plus, ne, ker države med sabo generalno niso zelo povezane. Nekatere so, ampak ne pa vse. Tako da še vedno se da potem nekam omakniti, recimo v neko drugo državo, kjer določene težave, ki so prisotne drugje, ne vplivajo toliko na samo gospodarsko rast. Vem, da razvite trgi niso tvoje specializacije, ti investiraš predvsem trge v razvoju, ampak še vedno imaš mogoče kakšno mnenje glede razvitih držav, torej ZDA, Kanada, Avstralija, Japonska, Evropa konec koncev. Zdaj, kar se tiče ZDA, jaz mislim, da tukaj cene energentov gre njim na roko, zato ker so v zadnjem času postali velik proizvajalec, se pravi energentov, tako nafte kot plina, tako da celo se pojavljajo kot izvoznik, možen izvoznik, se pravi utekočinjenega naftnega plina v Evropo. Potem, kar se tiče Kanade, tukaj mogoče to velja še dosti bolj kot za ZDA. Kanada je tudi ogromna država, zelo bogata z nekimi naravnimi viri, tako da bi tukaj lahko tudi precej pridobili. Kar se tiče pa Evrope, jaz mislim pa, da bo zelo težko nadomestila neke vire energentov iz Rusije. In mislim, da kar se tiče same Evrope, bo pa zelo odvisno od tega, kako bomo uspeli ta šok absorbirati. To bomo pa videli še. Matjaž, prej, ko si rekel utekočinjen naftni plin, si verjetno imel v mislih utekočinjen zemeljski plin. Zemeljski plin, LNG, liquefied natural gas. Tako. Kaj pa pričakuješ za ruskega potrošnika? Kako bo izgledalo njegovo življenje čez pol leta, 1 leto? Treba vedeti, da je Rusija glede nekih osnovnih stvari precej samozadostna. Se pravi, kar se tiče hrane, oni proizvedejo dosti hrane za sebe in so lahko še izvozijo. Kar se tiče energentov, vemo, tudi večino izvažajo. Tako da glede teh osnovnih stvari, mislim, da tukaj ne bo nekega pretresa. Bo pa seveda za vse ostale stvari. Ne. Dohodek se bo verjetno zmanjšal. Tudi smo videli zdaj, da je precej tujih podjetij, da je enostavno zaprlo svoje vrata v Rusiji oziroma bistveno zmanjšalo svoje poslovanje. Nekatere seveda še ostajajo, ampak ne prav zelo veliko njih. Zdaj bomo videli, kako se bo situacija še naprej odvijala. Zdaj, če bo še dolgo časa trajalo tako, kot je, potem mislim, da bi tukaj prišlo tudi do padca življenjskega standarda. Ampak Rusi mislim, da so na to nekako navajeni, tako da bodo imeli v bistvu neko hrano, da bodo imeli poceni energente. Mislim, da bodo nekako na ta način v bistvu živeli potem še dalj časa. V zadnjem četrtletju se je uvoz iz Kitajske v Rusiji povečal za 38%. Ali pričakuješ, da bo nastala situacija pozitivno vplivala na kitajska podjetja in ali bodo zaradi svojih odnosov z Rusijo lahko podvržene tudi sankcijami Zahoda? Glede sankcij, tukaj je zelo težko reči. Definitivno je, da se bo zdaj Rusija verjetno bolj obrnila proti Kitajski, da bo precej izdelkov široke potrošnje, ki je mogoče prej prihajala iz ZDA oziroma iz Evrope, da bo zdaj prišla iz Kitajske. Predvsem tukaj mislim kakšne izdelke, kakšne koli tehnične izdelke. Da bo pa zdaj to bistveno vplivalo na kitajska podjetja, mislim, da ne. Zato, ker Rusija vseeno ni tako zelo veliko gospodarstvo. Tudi moramo vedeti, da bo tudi kupna moč padala, kar pomeni, da tukaj razen mogoče kakšna manjša podjetja, ki ima mogoče večji del izvoza tja, ampak v večini primerov mislim, da to kakšnega bistvenega vpliva ne bo. Bo pozitiven vpliv, mogoče blago pozitiven vpliv, ampak ne vidim pa tukaj, da bo neka bistvena sprememba. Ja, verjetno bo odvisno od tega, kaj se bo izvažalo v Rusijo. Če bodo kitajska podjetja izvažala tehnologijo, ki je bila proizvedena ali pa kupljena v tujini, recimo v Ameriki, potem pa verjetno lahko sledijo res sankcije. Če pa bo to tehnologija, ki je bila razvita interno na Kitajskem, dvomim, da bodo kakšne sankcije. Predvsem pa, kar je treba povedati, da ima Rusija trenutno ena redkih držav, ki ima trgovinski presežek v menjavi s Kitajsko.
predvsem zaradi izvoza sprav samih energentov. Tako da ima tukaj še veliko možnosti v bistvu za uvoz. Pričemer se pravim, lahko da se bo zdaj del sprav ruskih energentov, tako nafte kot pline, da se bo na mesto Evropa zdaj začel stekati recimo na Kitajsko. Kar pa je treba omeniti, tukaj so malo problem logistične prepreke. Namreč tukaj ne obstaja dovolj plinovodov ali pa dovolj naftovodov, ki bi šli direktno na Kitajsko. Tukaj imamo samo nek plinovod, ki je v bistvu iz ruskega daljnega vzhoda, ker je potem recimo na severovzhod Kitajske, ampak ta plinovod sploh ni povezan z ostalim plinovodnim sistemom, se pravi na zahodu Rusije. Torej, če govorimo o vplivu vojne v Ukrajini na svetovno gospodarstvo, sam izpad povpraševanja Rusiji, v Ukrajini, mogoče tudi Belorusiji, ne bo imel večjega vpliva na svetovno gospodarstvo, ker te države imajo relativno nizek delež v svetovnem gospodarstvu. Precej večji vpliv, negativni vpliv, pa bodo imeli različne šoke na surovinskih trgih. Surovinski trgi, absolutno. Mislim, da tukaj se bo še nekaj časa ta šok čutil. Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale. Kar se tiče pa samih proizvajalcev, treba videti, kaj so recimo te države zdaj trošile, oziroma kaj so največ uvažale. Tako da mogoče pa kakšnih izdelkov za široko potrošnjo, tukaj bi recimo mogoče lahko prišlo tudi zaradi znižanega standarda, bi recimo lahko prišlo zaradi tudi znižanja povpraševanja. Ampak mislim, da v celoti to znižanje ne bo toliko vplivalo. Mogoče bo nekakšne podjetja, ki so dejansko vezane na Rusijo. Teh seveda tudi ni bilo malo. Če gledamo Evropo, kar precej recimo podjetij poslovalo z Rusijo. Tudi gledamo recimo banke. Tudi recimo pri bankah je recimo zdaj težava, recimo te, ki so imeli izpostavljenosti na Rusijo, tukaj bi lahko prišlo recimo do določenih odpisov, ki vprašanje, kako bi zdaj vplivali pač na njihovo kapitalsko ustreznost. In tako da tudi v samem finančnem sistemu je trenutno prisoten strah, kako bo s tem. Vidimo tudi recimo na trgu, da trenutno delnice finančnih institucij ne stojijo ravno najbolje. V ruskih medijih opažam vedno več govora o nacionalizaciji pa o požvižganju na patente. Misliš, da bi lahko Rusi izpad uvoza do neke mere celo nadomestili sami pri sebi? Vemo, da je tam veliko tovarn od avtomobilne industrije, pa pač veliko zahodnih podjetij zapušča državo, ampak še zmeraj fiksna sredstva ostajajo tam. Misliš, da bi Rusom lahko uspel nadomestiti upad iz uvoza? Kot vem, ima Rusija tudi zelo nekje, se pravi, sankcije glede uvoza polprevodnikov. In polprevodniki so pomembni pri proizvodnji marsičesa, praktično od gospodinjskih aparatov prek recimo, se pravi, računalnikov, telefonov do avtomobilov. Kot vem, so tudi v bistvu te azijske države, ki so najbolj recimo izpostavljene glede samega izvoza polprevodnikov. Tudi azijski proizvajalci v glavnem so se odločili, da bodo ustavili izvoz v Rusijo. In brez polprevodnikov pa že zelo težko karkoli pametnega narediti. Tako da po mojem prav vsega jim ne bo uspelo, razen če bodo šli na kakšno sovjetsko tehnologijo. V zadnjem času je tudi veliko hekerskih napadov. Hekerski napad je doživela Toyota, zaradi česar so mogli ustaviti svojo proizvodnjo. Tudi Nvidia so shekali. Misliš, da bi Rusi lahko dobili načrte, kako proizvajati stvari? Problem je, kako proizvajati polprevodnike, ker tukaj treba dobiti v bistvu stroje, ki to proizvajajo. In če tega nimaš, postaviti že samo tovarno, ki to proizvaja, je to že kar malo zahtevno. Lahko da bodo dobili kakšne manj zahtevne polprevodnike, recimo od Kitajcev. To je edina možnost. Drugače pa bolj težko, da bodo sami recimo začeli proizvajati, ker vidimo, da že v Evropski uniji recimo je problem, že v Ameriki celo je problem s proizvodnjo polprevodnikov. In postavitev na take tovarne stalno traja nekje leto, najmanj leto, če ne kar dve. Tako da v doglednem času mislim, da težko, da bo uspelo dolgoročno, pa se pravim, če bodo uspeli zagotoviti dovolj polprevodnikov, potem bo mogoče celo šlo. Ja, veliko si že povedal o
Kitajski in polprevodnikih. In kot vemo, Tajvan je eden od ključnih proizvajalcev polprevodnikov. Tajvansko podjetje Taiwan Semiconductor je najbolj napredno podjetje z vidika proizvodnje, ima najbolj napredno tehnologijo, ima najboljše in najbolj zanesljive tovarne. In tukaj ne morem imeti vprašanja, kakšno je geopolitično tveganje na tem področju. Kitajska, Tajvan, kako ti ocenjuješ? To so znane stvari, ne? Se pravi, Kitajska smatra Tajvan kot del svojega ozemlja in ga definitivno misli v prihodnosti priključiti. In mislim, da zdaj z veliko pozornostjo gleda, kako se razvija situacija v Ukrajini, ker verjetno tudi ima sami nekaj podobnega v planu. Ne? Tako da bo tudi do tega prišlo. In če bi prišlo recimo do kakšne invazije na Tajvan, potem tudi možno, da pride do uničenja, se pravi, teh proizvodnih možnosti, proizvodnih zmogljivosti za proizvodnja polprevodnikov. In to mislim, da bi bil še bistveno večji šok za globalno gospodarstvo, kot je recimo sedanja invazija na Ukrajino. V primeru scenarija, da Kitajska napade Tajvan in doživimo nek šok v polprevodnikih, katera podjetja bi bila takrat zanimiva? Tisti, ki ne rabijo polprevodnikov, ampak tukaj je pač prav težko najti. Tako da tukaj razen kakšne predelovalne industrije, pa recimo tudi mogoče kakšnih osnovnih materialov, zelo težko, da bi karkoli še v bistvu bilo, ne? Ker mogoče bi se celo mogli za nekaj časa premakniti neke povsem mehanske tehnologije, ne? Ker Tajvan dejansko, mislim, da ima nekje 40% ali še večji tržni delež, kot je svetovni tržni delež pri izvozu polprevodnikov, ne? In težko, da bi recimo potem zagotovili, oziroma bi kar nekaj časa verjetno trajali neki spad, ne, da bi lahko recimo nadomestili vse skupaj, ne. Predvsem bi tukaj bila na udaru seveda avtomobilska industrija, definitivno, ne. Potem tudi, kar se tiče same proizvodnje pametnih telefonov, ne. Tako da mislim, da bi tukaj bil velik šok, ne. Mislim, sicer to predpostavki seveda, da pri invaziji da pride do dejanskega uničenja, se pravi samih proizvodnih kapacitet za polprevodnike, ne. Kolikor ti ne bi bili uničeni pri invaziji, potem mislim, da bi stvar šla nekje po svoji poti naprej, ne. Tako da jasno, noben se ne bi bil pripravljen odreči polprevodnikom, ker enostavno precej stvari je odvisno od tega, ne. Precej neke čisto moderne proizvodne, se pravi, od gospodinjskih aparatov prek računalnikov, telefonov do avtomobilov, pač polprevodniki so nepogrešljivi. Sankcije ne vplivajo le na podjetja, vendar jih občutijo tudi prebivalci Rusije. Matjaž, ali se ti zdi, da so te sankcije tako stroge tudi zaradi tega, da opozorijo Kitajsko, kaj lahko doleti, če bi želela prevzeti Tajvan? Dobro, te sankcije ne rešujejo vsega, ne. Tako da verjetno v kontekstu Rusije verjetno bi recimo prepoved izvoza nafte in plina bi verjetno potem res bila tista sankcija, ki bi dejansko odvrnila od česarkoli, ne. Ker enostavno potem se ne bi mogli več financirati. Vse ostale, recimo za plen pa premoženje oligarhov, recimo njihovih jaht in tako naprej, verjetno tukaj ne dela nima kakšnega smisla, ne. Kar se tiče pa Kitajske, tukaj pa stvar veliko bolj kočljiva, ne. Treba vedeti, da sta Amerika in Kitajska so zelo, zelo trgovsko povezani, tudi finančno povezani, tako da tukaj kakšne sankcije, kaj bi tukaj lahko učinkovalo, zelo težko razmisliti, no. Ampak definitivno bi bila situacija izjemno komplicirana. Ocenjuješ, da je zdaj najboljši čas za Kitajsko, da si prilasti Tajvan? Mislim, da oni ne bodo šli z glavo čez zid. To je edino, ker oni zelo, bi rekel, počasi gledajo na stvari, zelo počasi. Mislim, za njih, oni so zelo dolgoročni igralci. Oni ne bodo naredili ničesar z danes na jutri. Dobro bodo premislili, kaj se spuščajo, dobro premislili, kaj gredo in kakšne bi lahko bile posledice, ne. Ker tudi, če gledam recimo njihove notranje stvari, kako jih recimo sami rešujejo, ne,
Vse, kakšne stvari recimo res naredijo čez noč, ampak verjetno so že prej razmislili, kakšne bodo posledice za naprej in kaj jih res moti in kaj recimo res morajo pač narediti. Ne. Tako da, se pravi, se mi zdi, da dosti premišljeno bodo šli z vsem skupaj, ne, in zdaj bodo šli na Tajvan ali ne, to je pa zelo težko reči. Ne. No, če se vrnemo k situaciji v Ukrajini, k vojni v Ukrajini, smo priča rasti surovin in to bo seveda imelo vpliv na inflacijo, ki bo višja. Hkrati pa se zna zgoditi, da se bo upočasnila gospodarska rast. Misliš, da lahko pride do scenarija tako imenovane stagflacije? Stagflacije govorimo takrat, ko na eni strani imamo gospodarsko stagnacijo, na drugi strani pa inflacijo. In to je zelo negativno za gospodarstvo. A misliš, da se bomo znali izogniti temu? Zdaj, sedanja situacija definitivno vodi v stagflacijo. Ne. Se pravi, gospodarska rast se bo umirila in seveda visoke cene energentov bodo povzročile inflacijo. Ne. Tako da to je, mislim, da že kar precej gotov scenarij. Zdaj vprašanje je samo, koliko dolgo časa bo ta scenarij držal. Kako dolgo bodo dejansko cene energentov visoke. Tukaj pa seveda sposobnost Evropske unije predvsem, ne. Za ZDA mogoče tukaj manj težav, ker imajo svoje vire pač, kako bodo uspeli nadomestiti izpad energentov iz Rusije. To mislim, da bo tukaj ključno. Ne. Zraven seveda lahko tudi svoje odigra, so članice OPEC-a, mislim, da so tudi oni recimo pripravljeni, bi bili mogoče pripravljeni, če bi videli, da recimo dalj časa, da bo Rusija odsotna, iz trga nafte, da bi sami povečali proizvodnjo, ker vemo, da še vedno niso, na tej predpandemijski ravni svojo proizvodnjo. Ne. Kar se tiče plina, tukaj je mogoče malo večji problem, ne, ker tukaj dejansko 30% plina, v Evropski uniji bo treba najti od drugje. Ne. Vemo pa, da prav velikih kapacitet po svetu ni, da so v glavnem, kar tiče LNG oziroma utekočinjenega zemeljskega plina, da so kapacitete po svetu v glavnem že zasedene in da tukaj ni kakšne bistvene možnosti za rast, tako da se bo tukaj treba ozreti na kakšne druge vire energije. Ne. Bo tega pač odvisno. Ne. Je pa tudi seveda tudi po drugi strani priložnost, ne, ker če gledamo neko tranzicijo energetsko, ne, nekje bo minus, ne, nečesa bomo manj uporabljali, nečesa drugega pa recimo plus. Ne. In seveda podjetja, ki se pač s tem plusom ukvarjajo, ne, predvsem s kakšnimi alternativnimi viri energije, ta bude seveda tukaj na dobičku. Matjaž, hvala lepa. Mislim, da je bil to zelo zanimiv pogovor, ki je mogoče samo še poudarjal pomembnost razumevanja geopolitičnih tveganj pri investiranju. Upam, da bo kaj koristnega od tega. Ne. Treba vedeti, da pač to je naša dolžnost, naša službena dolžnost, ne, da pač mi te stvari spremljamo. Ne. Te stvari jasno zelo vplivajo na portfelj naših skladov in tukaj moramo biti pač na tekočem. Ne. Tako da tudi še naprej, jasno, bomo to spremljali, glede teh stvari, moramo si zablikovati neko mnenje. Včasih je kar dosti težko, včasih nimamo dovolj informacij, to pot pa mislim, da je informacij serija zadost, je pa materija kar dosti kompleksna in mislim, da bo kar nekaj časa trajalo, da se te stvari nekako spet nazaj spravijo v neko ravnovesje. Do takrat pa mislim, da bomo živeli mogoče z malo povišanimi cenami energentov pa nekaterih surovin, tudi mogoče bo česa sem pa tja zmanjkalo, ampak na dolgi rok pa jaz upam, da bo vse v redu. Tudi jaz upam, da bo vse v redu in še enkrat hvala, da si danes z nami. Poslušali ste Triglav skladi Stockcast, z vami smo bili Matjaž, Klara, Aleksandar in Matjaž. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne more predstavljati investicijskega svetovanja oziroma investicijskega priporočila. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalca.